Dobrodošli v letu 2020. Zdaj je ravno pravi trenutek v letu, da se naučimo napisati proračun. V tem videu bom napisala mesečni družinski proračun za januar, kot ga piševa midva z možem. Piševa vsak svojega, o tem malo več kasneje. Torej potrebujete zvezek, lahko je črtast, brezčrten, karo pikčast po želji in okusu. Če vam je zvezek vizualno všeč, boste raje pisali vanj, to je dejstvo. Najprej napišem mesečni koledar. Označim dogodke za tekoči mesec, za vse družinske člane, da česa ne pozabim. Eno stran pustim prazno za zapiske, sem zabeležim razne ideje, ki se mi utrnejo, kar se pač spomnim, mogoče kar potrebujemo in tako dalje. Na tej strani bomo napisali proračun, jaz bom napisala budget, ker mi je to bližje. Napisala bom, da kdaj do kdaj traja fiskalen mesec, torej od dneva, ko prejmem plačo, do zadnjega dneva pred plačo v naslednjem mesecu. Najprej označim, koliko denarja je ostalo na računu od prejšnjega meseca, nato zapišem prihodke, plačo, ko je nakazana, in otroški dodatek. In pa napišite vse honorarje, kar jih imate, vse prihodke. Zapišemo prihodke, tukaj je pomembno, ali bomo upoštevali vse družinske prihodke ali pa samo svoje. Razlika najprej bo v tem, ali boste zapisali med izdatke stroške celotnega gospodinjstva in vseh družinskih članov, ali pa boste položnice enakomerno porazdelili med družinske člane. Osebne izdatke pa vodi vsak sam. V naši družini se položnice razdelijo na pol. Skupni so stroški, kot so ogrevanje in letni dopust, preostali denar pa se porazdeli in zapravi vsak posameznik zase. Zdaj bom tukaj napisala, kako naj bi se porazdelili stroški v gospodinjstvu po procentih, to je v teoriji. 20% naj bi šlo za stanovanje, to je kredit, kakšen domplan ali sklad za tiste, ki živite v bloku. To so odstotki od neto plače. Potem 20% gre za življenjske stroške, torej za položnice, voda, televizija, elektrika, internet, komunala, vrtec, šola. Za tiste, ki imate otroke, potem 20% naj bi šlo za hrano. Tuji strokovnjaki tukaj menijo, da naj bi šlo 10% za hrano. Ampak glede na visoke življenjske stroške v Sloveniji, mislim, da je 20% čisto realno, ker je tukaj vključena tudi prehrana v službi. Potem 15% gre za prevoz, to je kredit za avto, mesečna vozovnica, bencin, zavarovanje avta. Tukaj moram omeniti vrednost avta, ki jo strokovnjaki priporočajo. Malo v razmislek, avto, ki ga kupujemo, naj ne bi presegel 50% bruto letnega dohodka. Se pravi, če imate 12 000 evrov letnega prihodka, na primer, je najmanj obremenjujoč znesek, ki ga porabimo za nakup avta, torej 6 000 evrov. 10% neto plače je varčevanje. 5% gre za hobije, dejavnosti za otroke, krožki. 5% je pa zavarovanje. Tukaj je vključeno dodatno zdravstveno zavarovanje, če imate nezgodno življenjsko zavarovanje, nepremičnine. 5% je pa osebni denar. To je gotovina, ki jo imate v denarnici in ga lahko zapravite po želji, kakor želite. Skupaj je to seveda 100%, drugače ne gre. Ko imamo tole vse zapisano, te odstotke pretvorimo v plačo oziroma družinske prihodke. Ti odstotki se spreminjajo glede na vaš življenjski slog. Ali imate otroke, koliko otrok imate kakšnega hišnega ljubljenčka, tudi on potrebuje svojo kategorijo, svojih 5% vsaj. Pri nas to izgleda malo drugače, odpade kredit za stanovanje in nimamo stroškov življenja v bloku in na račun teh 20% se lahko povečajo druge kategorije. Fino je, če se da znižati položnice, s tem, da poiščemo boljše ponudnike. Fino je tudi, da se povečuje varčevanje, imate lahko tudi več hobijev, vozite boljši avto, lahko greste večkrat ven jest. Ko napišemo ostanek od prejšnjega meseca in dobimo plačo, napišemo izdatke.
Mi imamo takole, jaz imam šolsko položnico, mož vrtec, jaz elektriko, mož internet in televizijo. Da se porazdeli, potem so tukaj še komunala, voda, odpadne vode. Napišemo, koliko predvidevamo, da bo posamezna položnica glede na prejšnji mesec ali letni čas bila, koliko je bil otrok v šoli, a so šli na kakšen izlet. Jaz naredim prazne krogce pred temi položnicami in potem, ko je enkrat plačana, pobarvam, da je bila plačana. Zdaj rabimo svinčnik in radirko. S svinčnikom napišemo predvidene stroške položnic glede na prejšnji mesec oziroma na letni trend na lansko leto. Zapišemo s svinčnikom, dokler položnica ne pride, nato zapišemo dejanski strošek plus provizijo plačevanja položnic, odvisno, kje plačujete in koliko je višina provizije. Potem, ko pride položnica, napišemo torej lahko z nalivnikom ali s kemičnim svinčnikom. Prazni krogci postanejo polni, ko plačamo, tako da imamo dober pregled. To so eni stroški, sledijo moji stroški. Ne pozabite na stroške banke, torej vodenje računa, članarina za kreditno kartico. Tukaj prosim, da ne plačujete obročno, ker je to zelo, zelo drago. Jaz imam sicer samo za spletne nakupe kreditno kartico, pa poravna se cel znesek naenkrat. Potem so še zavarovanja, zdravstveno, življenjsko, moj telefon, avto, kredit, karkoli pač imate, leasing. Kredit je boljše po moje dati na trajnik, ni treba, da ga trgajo iz plače, preden jo dobite, je boljši pregled, če pač ta možnost obstaja. Potem posebej zapišem stroške bencina pa hobije. Potem so še fleksibilni stroški, zabava, osebni denar in hrana. Če ima vsak mesec 4 tedne, gre vsak od naju 2-krat v trgovino, zgornjo mejo smo določili 110 evrov na teden in pa 50 evrov dvignem zase in z gotovino nakupujem malenkosti, grem na kavo, karkoli, da ni treba vsake kategorije posebej opisovati, to je pač stvar, ki jo imate v denarnici. Nato od prihodkov odštejete planirane stroške, seštejete, odštejete in na koncu dobite znesek, kaj bo ostalo na računu. S svinčnikom napišete, koliko je še razpoložljivega denarja na računu. Zdaj, če to vse odštejemo, pride 175 evrov, da ostane. Odločite se pa za neki znesek, ki ga boste pustili na računu, zato da ga lahko porabite, če kaj pride vmes, kakšen nepričakovan nakup ali pa če kje prekoračite kakšen znesek. Sem se odločila za 55 evrov, ostane 120, ki pa gre v še eno zelo pomembno kategorijo, varčevanje. In to je ravno znotraj tistih odstotkov, ki so na levi strani. To lahko pustite na računu ali pa date pod jogi. Z našimi obrestmi v Sloveniji je skoraj ista stvar pri teh majhnih vsotah, ker nič ne profitirate s kakšno vezavo. Potem je pa treba upoštevati tudi letne prihodke, letni regres, vračilo akontacije dohodnine, pa letne izdatke, menjavo gum, letni servis za avto, registracijo, zavarovanje, ogrevanje, dopust, izlete, večja darila. To upoštevamo pri tistih mesecih, kjer to pride na vrsto. Se bomo naučili delati še letni proračun, da bomo imeli pregled nad vsemi stvarmi, ki nas v tem letu čakajo. Jaz to malo uokvirim, da bolj lično izgleda. Seveda tudi pri varčevanju seštevamo vsote, tako da vedno vemo, koliko je privarčevanega. Ko boste začeli beležiti izdatke, boste ugotovili, da se bo vaš odnos do denarja spremenil. Nekontrolirano zapravljanje se preneha s časom in denar vam začne v resnici ostajati.
večji letni stroški ali pa nenačrtovani veliki stroški vas ne vržejo več iz tira, ker veste, da imate nekaj. V bistvu veste tudi točno, koliko imate. To je to. Poskusite, povejte, če vam je koristilo, pošljite mladim, da začnejo svojo finančno pot na pravilen način in se vidimo v naslednjem videu. Čau!